do predzadnje postaje letošnjega novega pevskega tekmovanja v Zasavju. Slovenska nota. Nocoj smo se zbrali na promocijskem koncertu Slovenske note 2017. Pobliže, od blizu, bomo lahko spoznali vse pomembne sodelujoče tega projekta, ki nastaja spod peresa Mladinskega centra Hrastnik. Jih poprašali o željah, ambicijah, morebitnih strahovih, spoznali, kdo so in jih tako še bolj vzljubili. Projekt Slovenska nota vam bomo torej skušali čim bolj približati. Z vami sva Maša Mlinarič In Nejc Ašič. Z današnjim promocijskim koncertom Noč pod zvezdami odpiramo Mesto živi oziroma Teden mladih. Vse do konca tedna bo Mladinski center Hrastnik prirejal mnogovrstne aktivnosti, na katere ste prisrčno vabljeni. Za vse, ki še ne veste, je Slovenska nota novo pevsko tekmovanje v Zasavju. Namenjena je neuveljavljenim pevcem in pevkam, ki se želijo prebiti na glasbeno sceno. In ker nosi naslov slovenska, je hkrati namenjena tudi slovenski glasbi. Na tem pevskem tekmovanju bomo namreč lahko slišali le slovenske pesmi. Mladinski center Hrastnik je dal vetra v jadra temu projektu že lani novembra. Glavna motivacija za zagon festivala je bila okrepiti razvedrilno dogajanje v Hrastniku, hkrati pa s projektom MCH zapolnjuje vrzel dogajanja na področju pop glasbe v Zasavju. Na Slovenski noti 2017 se bo za zmago potegovalo 9 skorajda neuveljavljenih pevk, ki so bile izbrane na avdiciji, ocenjevala pa jih je strokovna žirija v sestavi Roka Hvale, nocoj prisotne Nine Mavrovič in Simona Tančka. Na finalnem večeru, ki bo potekal 2. septembra v Delavskem domu Hrastnik, bomo tako priča glasbenemu spopadu mladih vokalistk. Prepevale bodo priredbe že znanih slovenskih pesmi. Zmagovalko boste določili publika v dvorani in strokovna žirija, katerih imena bomo razkrili malce kasneje. Publika bo imela na voljo 50% glasov, prav tako strokovna žirija. Zmagovalka bo tista, ki bo zbrala največ glasov. Za nagrado pa bo prejela prvo avtorsko pesem. Na voljo bo imela tri različne pesmi s 3 različnimi besedili 3 različnih avtorjev, ki so bili izbrani na glasbenem natečaju Nota besedilo za uglasbitev. 3 besedila je izbrala 10-članska strokovna žirija, in sicer Vesna Žnidar-Kadunc, Maruša Stoklas-Adrečnik, Aleksandra Jurman, Jani Medvešek, Mateja Jecel, Tomaž Rutnik, Monika Rožič, Anže Dejak, Jože Joško-Buden in Nataša Kreže. Zmagovalci omenjenega natečaja pa so Laura Husar, Urška Zoja Jeršin in Vid Šteh. Vsako besedilo je torej podlaga za pesem, katero melodijo in aranžma je že napisal Rok Hvala. 3 besedila torej imamo, glasbenika imamo, pesmi so že v nastajanju, potrebujemo le še pevko. Ob tej priložnosti vas vabimo, da nam pomagate, da 2. septembra v Delavskem domu skupaj izberemo zmagovalko, eno izmed 9 tekmovalk. Torej vstop v dvorano bo tudi brezplačen. Najbolje bo, da na tem mestu pričnemo spoznavati naše tekmovalke. Nocoj vam bodo predstavile 4 od 9. Najbolje pa bo, da si še pred tem ogledamo prvi napovednik Slovenske note 2017. O ne, Šeri, bye bye, Šeri. Si še premlada, ne imej ga rada, o ne, Šeri. 2. septembra ob 8. uri v Delavskem domu Hrastnik. Slovenska nota, novo pevsko tekmovanje v Zasavju. 9 neuveljavljenih pevk se bo med seboj pomerilo o prepevanju slovenskih pesmi. In samo ena zmaga. Nagrada, avtorska skladba. Večer slovenske glasbe. Večer, na katerem se bomo spraševali, ali so najlepše pesmi res že napisane. Večer, ki ga enostavno ne smete zamuditi. Vabljeni na Slovensko noto! Medse pa bi kar povabila prvo nocojšnjo tekmovalko, Samanto Majo Šolajo, ki nam bo zapela pesem Ledena v originalni izvedbi skupine Siddharta. Prosim.
Dober večer. Nekaj v tvojih je oči, ta ples, ta let, so tvoje barve srca, prelepe za opaz. Ne morem stran od oči, preveč boli. Ne morem stran od srca, bojim se, da bi šla. Potem naenkrat se ne najdem in ne najdem besed. Ko te vidim, da greš mimo mene, a ne morem te objeti. Se bolj v glavi razbija in zvija telo, ko je slika v ogledalu nekaj, kar ne rabim razumeti. In v nama ledenijo solze, pa bi morale zapreti. Že dolgo je, kar ne spim, stoje bedim. Se nastavljam zverem, ne pijem in ne jem. So tvoje barve srca preveč za naju dva. So tvoji biseri v očeh pretemni za ta greh. Potem naenkrat se ne najdem in ne najdem besed. Ko te vidim, da greš mimo mene, a ne morem te objeti. Se bolj v glavi razbija in zvija telo, ko je slika v ogledalu nekaj, kar ne rabim razumeti. In v nama ledenijo solze, pa bi morale zavreti. Ledina, 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 ledina. Hvala. Poletje. Si kar pridna z nastopi. Kateri nastop po vrsti pa je tale nocojšnji, če šteješ? Oj, če štejem. 39. Dobro, zase praviš, da si velika perfekcionistka. Te to kdaj ovira pri nastopih ali je to bolj prednost? O ja, definitivno me ovira. Mislim, je pa tudi prednost, no. Fino je, da greš pripravljen na oder vedno, ne? Ampak sem pa zelo perfekcionistka v različnih pogledih, ko pa pol sredi pesmi začnem razmišljati, joj, pa kaj pa zdaj, kaj pa besedilo, pa ne vem, pa 100 stvari razmišljam, ko me pa pol ovirajo, ne? Pri sproščenosti definitivno mogoče malo ovira. Na Slovenski noti 2017 se boš za zmago potegovala s pesmijo Kdo je kriv v originalni izvedbi skupine MAF. Del besedila gre nekako takole: kdo je kriv, kdo je tak, je nedosegljiv, izgubil si se v čas, ki je minil. Ali mogoče s to pesmijo komu kaj sporočaš? Mogoče bivšim simpatijam?
Mislim, pri bivših simpatijah je ponavadi vedno tako, da je mogoče malo zamere. Mislim, odvisno kako se je končalo. Ne? Ampak ja, mislim, pred kratkim se je mogoče tudi nekaj takega naredilo in seveda v pesmi veliko čustva potem tudi, mislim, pomagajo čustva pri pesmi in pri tej seveda zgodba govori o tem pač. Zagotovo se pa tudi zavedaš, da je videz pevke izjemnega pomena, ampak koliko res misliš, da je urejenost nujna? Koliko staviš na videz, na imidž? Kar precej. Mislim, da je zelo pomembno, kako pevka hodi, kako govori, kako se obnaša, kako je oblečena. Vse v paketu. Vsaka nocojšnja tekmovalka bo dala skozi zabaven kratek intervju z naslovom 5 kratkih sladkih. Samanta, si pripravljena? Sem. Okay. Na Facebooku zaslediš oglas. Slovenski glasbeni skupini Papir in MAF hkrati iščeta razpisujeta audicijo za glavni pevki njunega benda. Kam se najprej prijaviš? MAF. MAF. Ja, definitivno. Zakaj pa ravno MAF? Več pesmi njihovih poznam, tudi s pevko mislim, da smo bolj glasovno podobni. Pesmi so mi enostavno preveč všeč, no, mislim, da bi definitivno MAF. S kakšnim vremenom se pa najbolj opišeš? Vremenom? Dež. Ja, najbolj me sprošča, najbolj pomirja. Česa se pa bolj ustrašiš? Zmage na EMI 2018 ali zmage na Evroviziji 2018? Glede na tvojo trenutno. Zakaj bi se popala zmage? Poleg petja in glasbe, kaj je tista ena stvar, brez katere ne moreš živeti? Mora biti tako fejs filozofska ali taka čisto ena simpel stvar. Impulzivno. Brez ljubezni. In še nazadnje, glede na to, da imaš 2 imena, ne? V državnem zboru sprejmejo nov zakon, ki nareka, da morajo imeti vsi državljani in državljanke samo eno ime. Dvojna imena niso dovoljena. Katero ime obdržiš? Samanta ali Maja? Samanta je precej pogosto ime, ampak Maja je pa tista, ki mi je bolj pri srcu. Pa bi mogoče razložila, zakaj ravno 2 imena? Zakaj ravno 2 imena? Zanimiva zgodba, ne? Zelo zanimiva zgodba, res. Kako se reče, rojstno ime. Ja. Ko sem se rodila, ime mi je drugače Samanta Šolaja, ampak takoj, ko sem spregovorila, sem sama sebi začela govoriti, da sem Maja. Pač vse, kar sem hotela, je bilo Maja bi jedla, Maja bi pila in podobno. In seveda doma ni bilo nikomu jasno, zakaj Maja, če si Samanta, ampak ne, jaz sem se kregala doma, da to, kaj mi je, jaz nisem Samanta, jaz sem Maja. In pa so mi starši obljubili, da ko mi poteče osebno, oziroma ko bom dovolj stara, če bom še vedno hodila to ime notri, ga bomo spremenili oziroma dodali. Z Y-om. Z Y-om, ja. Tako mislim, da je čas, da zdaj žreba svojo zaporedno številko, s katero se boš potem predstavila v Delavskem domu 2. septembra. Okay. Na slovenski noti se bom predstavila zadnja. Si zadovoljna s to številko? Ja, v redu. Samanta, vso srečo ti želimo 2. septembra in čim več glasbenih dosežkov še naprej. Samanta Maja Šolaja. Hvala. Zapela pa nam boš za slovo še eno pesem, in sicer pesem Peron 9, ki jo v originalu poje skupina Papir. Izvoli. Hvala. Prihajaš bliže
in se smejiš po vsem tem času, še kar drhtiš in tvoja hoja in ta tvoj plašč skriva ti žalost, še vedno znaš. Res je 9 prav mirnih let, minilo hitro, tu si spet. Rad me imaš, rad si z menoj, a to je vse in ni dovolj. Pred gimnazijo se nasmejiš, ker je drugačno, po sebi dišiš. Ljubila se nežno, kot nikdar prej. Vrneš srce mi, ti ga imej. Res je 9 prav mirnih let, minilo hitro, tu si spet. Rad me imaš, rad si z menoj, a to je vse in ni dovolj. Peron 9 in tvoj pogled odhaja vlak, odhaja vsak. Rad me imaš, rad si z menoj, a to je vse, kar ostalo je. Hvala. Predstavila pa se nam bo že naslednja tekmovalka, to je Litičanka Pija Kos. Sprva se nam bo za uvod predstavila s pesmijo Vsi ljudje hitijo, ki jo je prepevala vsem znana Neca Falk. Še minutka. Skoraj teden je že, odkar sem odšla iz naše vasi sem dol. Šola začela se je zares, vstajam ob 6:30. Internet je že star in v sobi še s 3 dekleti živim. Marta in Jana, obista iz morja, a Špila z gorenskih planin. Viš, mama, tako je, kot rekla si mi, da v začetku morda bo hudo. Saj prvič odšla sem tak daleč od doma, saj prej sploh ni časa bilo. Pogrešam kmetijo, očeta in tebe in malega ljubca vse bolj. Viš, tu ni nič njiv, ni našega sonca, tu je le sivi beton. Namesto ptic zbudi me motor, namesto jutra sreča meglo. In vas ta hrup, škripanje zavor, kaj tišina je tu sploh ne vedo. Vsi ljudje hitijo, vanje, kjer živijo, z obrazi obrnjenimi v tla. Nihče nikogar ne pozna. Kako je doma, je listka že strela, na njo mislim vsak dan. Se
Veš, ali bo to zdaj prva sprememba, odkar Vika prodali smo lan. In Florjano Joža mi je dejal, ko odhajala sem na to pot. Ne pošljem naslovu, češ da bo prišel v eni od prostih sobot. Namesto ptic zbudi me motor, namesto jutra sreča me vlog. In vas ta hrup, škripanje zavor, kaj tišina je to sploh ne vedo. Vsi ljudje hitijo, pa nekjer živijo, z obrazi obrnjenimi v tla. Nihče nikogar ne pozna. Vsi ljudje hitijo, pa nekjer živijo, z obrazi obrnjenimi v tla. Nihče nikogar ne pozna. Pozno je že, to pismo končujem, počasi odpravim se spat. Že stanej zaspal je, slikami doma, v solzah naš internat. Tako, Pija, pa še tebe čaka en kratek intervju. Zase praviš, da si zelo sramežljivo dekle. Pa misliš, da je to prednost ali slabost v tem svetu glasbe, kjer se je verjetno treba malce promovirati? Ja, definitivno je to slabost, mislim pač to večja trema zihar, pa pač še vse tisto, ki si na odru, nekako ne moraš malo pozabiti na vse to. Za odrom si nam zaupala, da rada rišeš, bereš, pišeš. Praviš tudi, da pišeš knjige in poezijo. Pa imajo glasba, poezija in romani kaj skupnega? Ti je to nek pobeg iz vsakdanjih prav? Kaj ti predstavlja to troje? Ja, poleg tega, da imam res zelo velik hobi v prostem času in včasih sploh ne vem, kaj bi sama sabo, tako da mislim, to, da pišem knjige in pesmi in poslušam glasbo in pojem, vse povezuje med sabo, ker pri vsakem temu rabiš neko inspiracijo za vse, tako da in je nekako velik pobeg iz realnosti, kar je pač zelo velika prednost. Kaj bi se pa zgodilo, če bi postala slavna čez noč? Misliš, da bi te slava kaj spremenila? Ne, mislim, tudi če bi zelo dvomila, da me lahko sploh kaj takega spremeni. Mislim, še zmeraj bi ostala taka tiha, pa bi se raje sama zase držala. Zelo zanimivo dejstvo pa je, glede na to, da si zdaj 4. letnik gimnazije, da bi rada šla študirati japonščino. Ja. Res? Kako to? Sicer me jeziki v osnovni šoli niso zelo veliko zanimali, ampak pol nekako sem začela z angleščino, pol na koncu je bila že francoščina, pol že nizozemščina, zdaj je že japonščina, ampak japonščina mislim, da pri tem tudi ostala, ker me pač Azija zelo fascinira. Dobro, potem pa še kratek intervju, 5 kratkih, sladkih. Si pripravljena? Ja. Dobro. Prvo vprašanje. Imaš na voljo posneti duet ali z Neco Falk ali z Niko Zorjan? S katero greš prvo v studio? Niko Zorjan. Sicer po moje Neca Falk bila bolj za moj glas, no, ampak Nika Zorjan nekako, mogoče zato, ker je malo mlajša, bi bilo mogoče malo bolj delati z njo, čeprav bi zobema takoj. Kaj pa, če imaš na voljo razprodan koncert v Stožicah ali pa da posnameš svoj album v ljubljanskem studiu s samimi profesionalci? Kaj izbereš? Da posnamem album, ker pač razprodane Stožice, pa pač jaz to ne bi šel dobro skupaj. Barva, s katero bi opisala svoj glas, je? Bela. Nežna, ampak še vseeno ima svoj tisti ton. Kaj pa svoj prvi videospot za romantično otožno balado bi posnela kje? Na samotni plaži ali v gozdu? V gozdu, ker se bolj znajdem v gozdu, ker imam na plaži. In še zadnje, malce dramatično vprašanje. Dokončaj stavek. Če mi prenehajo delati glasilke, bi bila... Pravajalka?
Dobro, najlepša hvala za vse odgovore. Želimo ti veliko sreče 2. septembra v Delavskem domu Hrastnik. Zdaj pa ima sam še nalogo, da izžreba svojo zaporedno številko. Na slovenski noti se bom predstavila prva. Pa si zadovoljna s to številko? Ne. V redu, Pija, mislim, da je še čas, da se nam predstaviš zaradi česa smo tu, se pravi s petjem, tokrat s pesmijo Spet, s katero nas je Tinkara Kovač zastopala leta 2014 na Evroviziji. Pija Kos. Krug za krugom leti v čas, ko živiš za vse viharje, si razigran, a vendar si sam. In glej, uro z uro isto vse, dan za nočjo to več ne gre. Uro z uro isto vse, dan za nočjo to več ne gre. Ko nebo prekrilo najinih sanj, prerojena spet vse bo tisto, kar je bilo. Le srce bo tisto, ki ne bo več isto, kar je bilo, vse kar je bilo. Spet se najdem med svetovi, kjer le majhna zvezda žari. Nad oblaki se me dotakne, naj svet, ki pa svoje živim. In glej, uro z uro isto vse, dan za nočjo to več ne gre. Uro z uro isto vse, dan za nočjo to več ne gre. Ko nebo prekrilo najinih sanj, prerojena bova spoznala. Ko nebo imelo pravih idej, spet bo najin čas, da bi sijala. Spet vse bo isto, spet vse bo tisto, kar je bilo. Le srce bo tisto, ki ne bo več isto, kar je bilo, vse kar je bilo. Prekrilo najinih sanj, prerojena bova spoznala. Ko nebo imelo pravih idej, spet bo najin čas, da bi sijala. Spet vse bo isto, spet vse bo tisto, kar je bilo. Le srce bo tisto, ki ne bo več isto, kar je bilo, vse kar je bilo. Kamorkoli greva, nasmeh življenja nama sledi. Ti si ta in karkoli počneva, smeh življenje z nama deli.
sita si življenja nasmej. Septembra ob 8. uri v Delavskem domu Hrastnik. Slovenska nota, novo pevsko tekmovanje v Zasavju. 9 neuveljavljenih pevk se bo med seboj pomerilo v prepevanju slovenskih pesmi. In samo ena zmaga. Nagrada, avtorska skladba. Večer slovenske glasbe. Večer, na katerem se bomo spraševali, ali so najlepše pesmi res že napisane. Večer, ki ga enostavno ne smete zamuditi. Vabljeni na Slovensko noto! Na oder pa bi že povabila tretjo nocojšnjo tekmovalko, ki se nam bo predstavila. Z nami je Gaja Kolenc. Zapela nam bo lanskoletno pomorsko skladbo z naslovom Pesem v originalni izvedbi Mance Špik v duetu s Kvatropirci. Gaja. Nihče ne ve, odkot je, sem med nas prišla. Prišla je prav potiho, zdaj jo vsak pozna. In vsi bi hoteli malo z njo zagrabiti morje in nebo in zraven še ljubezen, da bo res lepo. Najlepša je poleti, ko morje zadiši in jugo gre med hiše in sonce odgori. Takrat me spomni na te, na tisti lep večer, ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Preveč sva se ljubila, da bi slišala, kako jo je prineslo tja med naju dva. Na koncu sva našla par besed, kako bo ljubezen rešila svet. In tisto melodijo še vedno znam zapet. Najlepša je poleti, ko morje zadiši in jugo gre med hiše in sonce odgori. Takrat me spomni na te, na tisti lep večer, ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Najlepša je poleti, ko morje zadiši in jugo gre med hiše in sonce odgori. Takrat me spomni na te, na tisti lep večer, ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Ko našla sva oba besede do srca, mlada sva bila. Gaja, pozdravljena. Zdravo. Poletje in priprave na slovensko noto, kako se počutiš, kaj so tvoje misli, čustva? Pa kar v redu, no, mislim. Malo je bilo treme, ampak zdaj je boljše.
Ko so odkrili tvoj talent v osnovnošolskem pevskem zboru, si se nato začela šolati pri Alenki Gotar. Kaj si se vse naučila pri njej? Ja, tam sem se naučila pravilno opevanje, različne tehnike, kako naj pravilno diham med petjem, da se mi ne bi potem zgodilo, naprimer, pač to, da pač ne bi dobila zraka, ne? In pač mislim, da sem se kar dosti naučila pri njej. Zanimivo pa je, da si kar 6 let trenirala balet in tudi 6 let igrala klavir v glasbeni šoli. Potem si mogla oboje zaradi srednješolskih obveznosti opustiti, ampak praviš, da ti je baleta zelo žal. Kaj misliš, da ti balet kaj pomaga pri tvojih sedanjih nastopih? Ja, ne vem, pač tukaj, ko pojem sama in še vseeno je več treme kot pri baletu, ker tam nas je bilo več v skupini in ne vem, sem se počutila bolj sproščeno, ker mi je pač balet bolj tak sproščen in mislim, vse pri petju se tudi zelo sprostim, ampak pri plesu je tako pač, da če se nekje zmotiš, ne, lahko narediš nov gib ali pa, ne vem, nov obrat, tukaj pa, če se zmotiš pri besedilu ali pa toni, moraš začeti pač od tam naprej, kje si se zmotil. Pa imaš kaj treme pred nastopanjem? Ja. Kaj pa bi ti zmaga na Slovenski noti 2017 pomenila? Ja, pač to bi bilo pač za mene nekaj najlepšega v življenju, ker mi pač petje veliko pomeni in bi se pač tudi rada uvrstila na slovenski glasbeni sceni. Dobro, zdaj pa dajmo skozi še 5 kratkih, sladkih. S katero pijačo bi najbolje opisala sebe? Kako to, pač sok, alkohol? Karkoli. Ne vem, Havaji. Jutri zjutraj te poštnem nabiralniku čakata 2 povabili na 2 koncerta, in sicer koncert Eve Boto in pa Nuše Derende. Oba koncerta sta ob isti uri, na katerega greš raje? Nuša Derenda. Nikdar polje, nikdar morje ni tako dišalo kot za naju 2. Kaj pa bolj diši po glasbi, morje ali polje? Morje. En dan po slovenski noti se zbudiš in ugotoviš, da si zmagala. Kaj so tvoje misli, občutki? Ne bi mogla verjeti, da se je to uresničilo, ker bi bile pač, to so za mene sanje in ne bi mogla verjeti, da se mi je to naredilo. In še nazadnje, stvar, oseba ali karkoli nematerialnega, če bi lahko zavedno obdržala v svojem življenju, je? Petje. Gaja, želimo ti vso srečo v Delavskem domu 2. septembra. Hvala. Hvala za povedano in mislim, da je čas, da izžrebaš svojo zaporedno številko. Na slovenski noti se bom tekmovala pod številko 3. Komentar? Ne vem, v redu je. Tako, publika, čas je, da spet prisluhnemo Gajinemu petju. Zapela nam bo pesem Zgodba o prijateljstvu v originalni izvedbi skupine Čuki. Izvoli. Zgodba o prijateljstvu je taka, grenka sladka kot življenje je. Lepih je trenutkov polna vsaka, le lepi naj se vtisnejo v srce. Pesmi smo delili si in sanje, lepe sanje, ceste in nebo. Le prijatelji so verjeli vanje,
da nekoč se uresničijo. V zraku je svoboda, v zraku dan sijoč. Kaj pri tem nas žene, kaj pri tem nam daje mož, da z varnega zavetja odletimo proč. Kakor ptiči z gnezda, le vezi ne vide nas, vezale bodo skupaj kot nekoč. Slej ko prej se vsaka zgodba neha, slej ko prej se svet do tal podre. Ko ni nam več, da so si ne do smeha, zgodba nova zopet se začne. Vsaka zgodba nekaj nam pove, vsaka pesem nima take sreče, tale za spomin bo in srce. V zraku je svoboda, v zraku dan sijoč. Kaj pri tem nas žene, kaj pri tem nam daje mož, da z varnega zavetja odletimo proč. Kakor ptiči z gnezda, le vezi ne vide nas, vezale bodo skupaj kot nekoč. Nikdar več ne bo tako kot včeraj, tujci nam prekrižajo poti, a prijatelji v srcu so za zmeraj, nikdar ne zabrišejo sledi. V zraku je svoboda, v zraku dan sijoč. Kaj pri tem nas žene, kaj pri tem nam daje mož, da z varnega zavetja odletimo proč. Kakor ptiči z gnezda, le vezi ne vidne nas, vezale bodo skupaj kot nekoč. Najbolje je, da k sebi povabimo naslednjo finalistko. En aplavz za simpatično Dolenjko Katjo Brcar. Uvodoma se nam bo predstavila s pesmijo Dan ljubezni, večne zasedbe, papir in kri. Pusti tisoč dni in tisoč noči, ki jih več ni. Če sploh ne veš, da so kdaj bili. Vzemi le en dan, ki skriv si ga tja na srečno stran. Pozabil ga nikoli več ne boš. Kdaj prišel, bo za te spet ta dan. Naj te upanje ne zapusti, le zaspi, ko jutro te zbudi. To bo ljubezni dan. Pusti
več noči, ki jih več ni. Če sploh ne veš, da so kdaj bili. Vzemi le dan, ki skril si ga tja na srečno stran. Pozabil ga nikoli več ne boš. To je bil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine nikdar. Svet živi za dan ljubezni, dan, ki dan ti vse in vse ti vzame. Tega nikdar ne veš, kdaj prišel bo zate spet ta dan. Naj te upanje ne zapusti, le zaspi, ko jutro te zbudi. To bo ljubezni dan. Le zaspi, ko jutro te zbudi. To bo ljubezni dan. Ljubezni dan. Hvala. Živijo, Katja. Živijo, živijo. Ne morem mimo tega vprašanja. Dolenjska ali Zasavje, kje je lepše? Dolenjska. Dobro, zelo zanimivo je, da povemo, da že kar 4 leta si vpisana v glasbeno šolo in sicer, da se učiš petja opernega stila. Kako je prišlo do tega? Res je. Pač jaz sem že od otroštva, sem skozi pela, imela nastope doma, v dnevni, predvsemi. In sem pač kot majhna, sem vedno hotela igrati violino, ampak se me pač niso vpisala v glasbeno šolo. In pol je bil 7. razred, ker sem videla v šoli razpis, pač za glasbeno šolo Trebnje, da je tudi petje pač možnost. In sem tako začela, ati, a grem lahko na petje, prosim. In pač pa sem se hotela vpisati na petje, ampak sem bila še premlada, oziroma pač moraš nehati mutirati. In pa sem šla na tokala in pa sem po parih mesecih pač prešatala na petje v glasbeni šoli Trebnje, ker se je pač ravnateljici se je zdelo zelo čudno, zakaj sem na tokalih. In ja, pa sem tako pa šla na solo petje in sem pač prišla zdaj na opero. Zase pa tudi praviš, da rada kombiniraš operno pa pop petje, ne? Kakšna pa je zmes, ki nastane? Ja, jaz zelo rada pač v pop, soul vnašam kakšne operne oziroma klasične stile petja. In ja, kakšne višje tone je bolj na opero. In tako, ja, pač po svoje naredim vse. Tako, malo dajem elemente iz opere, malo iz jazza. Pač tako, različne stile družim med sabo. Tako, čudno. Ja. Kot dekle, ki veliko nastopa, se pa najbrž zavedaš, da je zelo pomembna tudi improvizacija, nasploh v nastopih v živo. In povedala si nam, da si na baleti malce improvizirala Queenovo pesem We Are The Champions. Se spomniš kaj tega? Ja, res je. Pač pela sem takoj po prvem plesu in sem bila zelo živčna. In prva kitica pa prvi refren je bilo vse ok. Pa drugi kitici sem pa pozabila besedil in sem si ga pač zmislila. In ja, pač nekaj moraš narediti. Če ne pokažeš, da si se zmotil, veliko ljudi ne bo opazilo, da si se zmotil. Če pa tu pokažeš, bo pa zelo vidno in bodo šli vsi pa tako, aha, tle nekaj ni prav in bi še pač original poslušali. Pač, ja, tako. Lahko bi še mogoče pokazala to svojo improvizacijo, no, z balete. Pač iz celega kitica se spomnim samo tu. Oh, what have I done? The lyrics is gone. To je to.
Dobro, si pripravljena na intervju 5 kratkih sladkih? Dobro, česa se bolj bojiš, da se ti zgodi na odru, da padeš ali da pozabiš besedilo? Da padem. Ker če pozabiš besedilo, lahko prekriješ. Če padeš, je pa težko pol izpeljati na stop, sploh če z mikrofonom ob tla udariš. Ampak ja. Malce provokativno vprašanje, če bi morala izbrati, bi izbrala pop ali operno petje? Pop. Bigfoot mama in Siddharta, s katerimi raje posnameš duet? Si veliko oboževalka obeh, ne? O ja, ojoj. Ta je pa težka. Mislim, da se ne bi mogla odločiti. Tudi če bi se mogla, raj ne bi z nobenemu, ker pa sam za enemu. Ne, pač res. Kaj pa, če jutri na tvoja vrata potrka glasbeni producent v Sloveniji in ti pove, da boš imela čez 2 meseca razprodan koncert v Stožicah, ampak boš morala 2 meseca samo posvečati čas glasbi. Vse ostalo pozabiš. Ni problema. Kaj pa, če bi založba od tebe zahtevala, da bi posnela eno pesem v dolenjskem narečju? Kakšen naslov bi pesem nosila? Ojoj. Tak zelo ne vem. Pač saj dolenjščina ni toliko drugačna od knjižnega jezika, ne? Tako da, mislim, so nekatere besede, ki so vsem ful čudne. Ne vem, recimo kva, kaj tazga, ne vem. Res, ne vem. Naslov bi bil isti kot navadni. Ja, verjetno, ja. Dobro. Dobro, zdaj pa je čas, da izžrebaš še svojo zaporedno številko. Drugega septembra se bom predstavila pod zaporedno številko 7. Od 1 do 10, kako pa zelo si zadovoljna s številko? 10. Hotela sem 6 ali pa 7. Super. Tako, sedaj se nam bo pa Katja predstavila še z eno pesmijo in sicer Ni ona v originalni izvedbi Nine Pušlar. Zdaj stojim in v belo noč strmim, za zaveso skrijem se in upam, da ne vidiš me. Z njo obit na ulici, skrit pred mojimi očmi. Tiho mimo mene greš, kdo sem že zdavnaj več ne veš. Ni ona tebe čuvala in bo se krila tvoja tla. Ni ona vidi, jaz sem ta, ki te je ljubila. Zrušila in prah srca ti pisala, ob njej tvoj ogenj spet se zaiskri in dogori. Vem, z njo primerjaš me kot lik Picassa kopije. Naj se kdaj zahvalim in naučila sem te sanjati. Ni ona tebe čuvala in bo zagrila tvoja tla. Ni ona vidi, jaz sem ta, ki te je ljubila. Ni ona kamla zrušila in prah srca ti
tako slišali in pobliže smo spoznali vse nocojšnje 4 finalistke. Ker pa 5 tekmovalk manjka, bova z nejcem izžrebala njihove zaporedne številke. Tako, za zmago se bo prav tako potegovala najmlajša, Klara Plantev, ki je stara 12 let in njena zaporedna številka je... Štiri. Klara Plantev se bo predstavila pod številko 4. Tako na slovenski noti se bo pa predstavila tudi Trboveljčanka Maruša Zmrzlak, sicer najstarejša 23-letna gospodična. Njena zaporedna številka pa bo... Osem. Maruša Zmrzlak, 8. Tako, naslednja tekmovalka letošnje edicije slovenske note je Eva Rjavec, Trboveljčanka, ki poleg petja študira na Akademiji za glasbo tudi kljunasto flavto. In njena zaporedna številka je... Šest. Eva Rjavec. Na slovenski noti bomo lahko prisluhnili tudi Ani Cigarič, Hrastničanki, ki se ukvarja z glasbo, hkrati pa tudi z igralstvom. Njena zaporedna številka pa bo... Dve. In še zadnja, katera številka je ostala? 5. No, in še zadnja, torej je Brežičanka Nika Čižmek, ambiciozna mlada pevka, ki je za svoje leta osvojila že kar nekaj nagrad, med drugim tudi v tujini. Nika Čižmek, 5. In na tem mestu bi si mogoče ogledali še tretji napovednik slovenske note. Silvija, ne zapusti me, ne odidi že, Silvija, ne ustavi se, poljubi me, edina moja ti. 2. septembra ob 8. uri v Delavskem domu Hrastnik. Slovenska nota, novo pevsko tekmovanje v Zasavju. 9 neuveljavljenih pevk se bo med seboj pomerilo v prepevanju slovenskih pesmi. In samo ena zmaga. Nagrada, avtorska skladba. Večer slovenske glasbe. Večer, na katerem se bomo spraševali, ali so najlepše pesmi res že napisane. Večer, ki ga enostavno ne smete zamuditi. Vabljeni na slovensko noto! Nekaj tekmovalk se nam je torej že predstavilo. Resnično smo hvaležni vsaki izmed njih, da si je nocoj vzela čas. Kljub temu pa, da celotna strokovna žirija Slovenske note 2017 še ni znana javnosti, pa je znano, da bo v žiriji predsedovala Nina Mavrovič, medijska ustvarjalka in pevka. Povabila pa bi jo na tem mestu kar k nam, da spregovorimo nekaj besed. Nina Mavrovič. Izvolim. Hvala lepa, sem že mislila, da bom šla sama po. Živjo. Torej, strokovna žirija bo predstavljala kar 50% glasov. Bo to težka naloga, sedaj, ko ste videli 9 finalistk?
vedno je težka naloga ocenjevati drugega človeka, ki je na odru, zaradi tega, ker glasba ni samo veselje do posluha, ampak ogromno ene vaje, ene strasti, interpretacije, sebe daš v glasbo, tako da zelo težko je potem soditi nekomu, ne? Vsak to doživlja drugače, ampak bomo fair. Ti si vse tekmovalke že ocenila, namreč prisotnost je bila na avdicijah v strokovni žiriji, tako da bi lahko rekli, da si vseh 9 tekmovalk spremljala od vstopa na Slovensko noto 2017. Kaj pa je tisto, kaj je tisti X-faktor pri pevki, ki bo prevladal po tvojem mnenju 2. septembra, da bo nabrala največ točk? Ali je samo res vokal? Ta faktor v bistvu se ne imenuje za manj X-faktor, ne? Težko je povedati, kaj je ta X-faktor. Absolutno pač pevka mora znati in dobro peti. In to je tako, kot sem že rekla, ni samo posluh, to je tudi en zelo pretanjen občutek za interpretacijo pesmi, katero pač predstavlja, poje. Lažje je, če si sam avtor, tukaj bojo dekleta tuje pesmi pela, sebe mora dati noter. Tehnika petja mora biti dobra, seveda punce so mlade, ne? Ampak to se hitro sliši, no. Potem je pa še ta famozni X-faktor, ki je pa, ne vem, neka karizma, neka moč, da ljudi, ki te poslušajo, pritegneš, ne. Mogoče ni nujno tako dobra pevka, ampak ima tisti neki, ne. To pa še nobeden ni znal povedati, kaj to točno je. To boste pa vi vsi začutili, pa mi tudi. Kot izkušena medijska ustvarjalka si pa verjetno prišel v stik z veliko tudi časopisnimi hišami ali pa drugimi medijami. In kaj je mogoče ena past, na katero lahko naletijo naše ustvarjalke? Brez dela ni kariere, ne? Vse te obljube o instant slavi pravzaprav so res samo obljube. Mislim, da sem v teh letih spremljala toliko enih prihajajočih, nastajajočih, pa tudi zvezd, ki so prehitro ugasnile, pa so imeli zelo velik potencial. Pač po eni strani sem imela ta privilegij, po drugi strani pa žalostno to gledati, ne. Ni hitre poti. Jaz tako nekako ravno zadnjič sem razmišljala, da enih 10 let je treba za ta prav preboj. Tako da pravzaprav puncam svetujem vztrajnost in delo. Tudi če se na kak trenutek mogoče jim zazdi, da se stvari nikamor ne premikajo, če to res njihova želja, pol pač je treba ves prosti čas, moči in tudi finance vlagati v to. In se odpre. Sodelovala si tudi pri več televizijskih hišah, kjer so takšni projekti, kot je Slovenska nota, pravzaprav stalnica. Vsako leto na sezono jih je veliko, a ne? In zakaj so ti glasbeni šovi po tvojem mnenju tako popularni, še vedno aktualni? A je res, da vsakdo želi biti pevec? Zakaj? Znova in znova. Jaz Slovence nasploh doživljam kot en zelo pevsko talentiran narod in ne samo, da so zelo talentirani, tudi res radi pojejo. Ogromno je tudi možnosti, da glas šolajo, zdaj nove generacije itak tudi po internetu imajo veliko možnosti, v bistvu, da delajo tudi iz svoje lastne sobe na svojem glasu. Te stvari so zelo dostopne. In mislim, da prav zaradi tega, ker je petje je dostopno, no, vsakomur pravzaprav, ki ima željo in veselje in čas, po moje, da zaradi tega, no, te šovi tako. Pa seveda vas ta blišč, ki gre s tem in želja po 5 minutah slave in tako naprej. Katera od prej naštetih stvari bo pa najbolj pomembna za žirijo na Slovenski noti? Kaj boste najbolj iskali? Jaz mislim, da X-faktor bo najbolj občinstvo iskalo. Saj jaz zase lahko govorim, za ostale člane pa ne, pa mislim, da se bomo vseeno zelo koncentrirali na izvedbo samo, no. Ker je to tisti en temelj, na katerem potem izvajalka naprej gradi, ne. Brez dobrega izvajanja na daljši rok bo težko kaj naredila. Tako. V prihodnosti pa ne bomo slišali samo o Slovenski noti, ampak tudi o tebi. Za septembra planiraš nek nov glasbeni projekt, pa če bi mogoče samo namignila, kaj pripravljaš, kaj v prihodnosti, kaj obetaš? Jaz v bistvu zdaj zadnje leto pripravljam svoj album. Delamo ga pa na takšen način, da izdajemo single, no, in potem recimo po enih 7-8 singlih bo išel tudi album z vsemi pesmimi, tako da zdaj bo išel že 3. singel
tretji, v bistvu je že četrti. Vmes je bil še en featuring malo v elektronskih vodah. 19. septembra bo pa išel tretji singel z tudi videospotom, Zadnji krog. Imamo pa že posnete pesmi, ki jih bomo prijavili tudi na emo in na pop rock. Najlepša hvala za odgovore in srečno pri ocenjevanju. Hvala lepa, pa srečno tudi vsem tekmovalkam v pripravah na Slovensko noto. Nina, hvala. Kaj naj rečemo? Naj zmaga najboljša. Za na konec pa bi si mogoče še ogledali zadnji napovednik, ki vas vabi 2. septembra, se pravi prihodnjo soboto v Delavski dom Hrastnik. Ob 8. uri v Delavskem domu Hrastnik. Slovenska nota, novo pevsko tekmovanje v Zasavju. 9 mladih neuveljavljenih pevk se bo med seboj pomerilo v prepevanju slovenskih pesmi. In samo ena zmaga. Nagrada, avtorska skladba. Večer slovenske glasbe. Večer, na katerem se bomo vprašali, ali so najlepše pesmi res že napisane. Večer, ki ga enostavno ne smete zamuditi. Vabljeni na Slovensko noto! Slovenska nota. Ani? Ni potrebno nič več dodati. Srečno tekmovalkam in se vidimo. Lahko noč.